Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robistarja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Po Košnikovi gostilni Holobova oštarija. Iz nezanesljivih in nepreverjenih virov smo izvedeli, da Diktatura svobode na RTV snuje nov resničnostni šov Holobova oštarija, ki se bo zgledoval po nekdaj legendarni Košnikovi gostilni. Mita Trefalta bo v glavni vlogi nadomestil kar Robistar Solar, za vodilno žensko vlogo pa snubijo novopečeno kmetijsko ministrico in vodjo družinskega kafiča. Šov bi radi izvozili tudi na Balkan, kjer se bo seveda imenoval Kafana. Komaj čakamo. Sedaj pa se lotimo 65. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Baš Čaršija, kaj pomeni sestankovanje Goloba z Jankovićem in Golobičem okrog novega leta za prihodnost vlade. Premier Golob se je odločil, da ne bo več skrival, komu bo v prihodnje polagal račune. Očitno bosta to po novem zgolj še ljubljanski župan in nekdanji generalni sekretar LDS. Kaj to pomeni za Goloba in za vlado, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Marka Pavlišiča in doktorja Boštjana Marka Turka. Marko, Boštjan, dobrodošla v Faktorju. Dobar dan, dobro večer. Marko, kaj si ti pomislil, ko si videl to fotografijo? Namreč 2. januarja se je premier Golob sestal z Zoranom Jankovićem in še nekaterimi v ožji izbrani družbi v tem lokalu Baš Čaršija, kar so seveda oni ovekovečili na družbenih omrežjih in tako na nek način pač potrdili, da je do tega srečanja prišlo. Na kaj si ti pomislil, ko si videl to fotografijo? Ja, najbolj se je verjetno v takih primerih primiti za denarnico, ker dvomim, da nam takšna druženja obetajo kaj dobrega za nas vse. Zdaj, kaj konkretno so se zmenili pa menili, ne vem. Ne dvomim pa, da je to vse lepo zapisano v raznih zapisih za lobiranje in to, kar pač po slovenski zakonodaji more, kjer pač je potrebno vsak nekak stik z lobisti in za tem prijaviti, zapisati, zakaj se gre, da vemo v bistvu cel redosled, kako se je dogajalo, kdo je na kaj vplival in kako. In verjamem, da če bi pogledali v te zapise, da bi not videli natančno nič. In dvomim, da tudi takšni zapisi, ki bi recimo morali obstajati po zakonodaji, da obstajajo, ker verjetno so se oni samo dobili za novo leto, skupaj nekaj pojedli, nekaj popili, v resnici se pa nič kao menili v biznisu. Zdaj, to je verjetno bolj kot ne pesek v oči, ker verjamem, da gospod Zoran Janković ima z vsakim svojim obiskom in vsakim svojim sestankom zelo jasno agendo, kaj želi doseči in da je bilo tako tudi v tem primeru. Zdaj, a si želi nekako doseči več financiranja za občine, ali gre tu za kakšne druge projekte, tega ne bi mogel soditi, ampak ne dvomim v to, da je interes pa tukaj zelo jasen. Ja, zanimivo, da si omenil tudi lobiranje, Marko, ker po naših informacijah je bila zraven takisto Vesna Janković, se pravi bivša snaha Zorana Jankovića, ki pa se ukvarja z lobiranjem. Tako da, kot praviš, primimo se za denarnice, pa bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Boštjan, tvoj komentar na to fotografijo, novoletno, tako rekoč. Ja, torej, zanimivo je, da razmišljam, oziroma stvari pristopam z nekoliko drugega, bi rekel, zornega kota. Namreč tega, zakaj so to fotografijo objavili. Objavili so jo seveda zato, da ponesijo neko sporočilo. In kjer je to sporočilo? Torej, na prvi pogled je to sporočilo, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, kaj nam pa kdo kaj more. Torej, mene seveda, ampak mislim, se me ni presenetilo, ker tega sem se navadil. Presenetilo bi me bilo, ker tu tisti, ki se je v Evropskem parlamentu zaklinil na to, da pojemo preveč mesa in da moramo pač absolutno gojiti, bi rekel, vzdržnost do mesa in ki propagira veganstvo in pa je tudi sam živi kot vegan in tako, torej javno propagira veganstvo, privatno pa požiraš takele, bi rekel, kose oziroma štruce mesa. Drugo pa seveda, zakaj so to objavili, ker sem si zastavil vprašanje v eni študiji, ki jo zdaj končujem, to me spominja
na Zdenka Rotarja in njegove knjige Padle maske, a ne, kjer seveda ima veliko vlogo tudi Gregor Golobič, ki si ga ti uvodoma omenil, a ne, in sem se sprašal, zakaj so to objavili, ne, pa so objavili to zato, ker pač so toliko močni in da se jim nihče nič ne upa, ne, ampak kaj to pomeni, ne? To objavljanje te fotografije z Jankovićem, pa to, kar je Rotar objavil, a ne, se pravi, to pomeni to, da se te ključne odločitve, to, kot je Rotar tudi napisal, recimo, da Danila Türka so določili na nekem kosilu, tam ob 80-letnici nekoga, tam dol nekje v Beli krajini, a ne, in se na takih neformalnih, bi rekel, priložnostih se odvija usoda države. To je absolutno nedemokratično. V tem smislu moram pač gledalcem tudi to povedati, ne, da obstaja ena odlična knjiga, ki se reče Novi razred, imamo v svojem prevodu, to je napisal Milovan Đilas, bila je svetovna uspešnica, še danes je Milovan Đilas neverjetno znan, čeprav je to išlo leta 57, ampak tam je popisal isto stvar, ne. Kako se ti pač takrat nominalno partici, pripadniki, jaz imenujem tako imenovane partijske buržoazije, se pravi tisti, ki jim je pač ideologija samo za metati po ustih, a ne, drugače pa živijo kot pravi kapitalisti, kako vodijo države in Đilas popisuje, da točno to je identičen tekst, kot je bil z Rotarjem, identičen tejle fotografiji, da se vse to dogaja na neformalnih združenjih, ko so ljudje sproščeni, celo napiše, zanimivo, da je tudi po večerjah, ob koktejlih, ne, ker tu smo očitno po večerji, ker pladnji so prazni in tako, ne. In to pomeni, da smo mi izgubili dragocen čas. Slovenci smo izgubili zdajle 2 dragoceni leti, potem smo izgubili, bi rekel, ogromno časa, ne, ko nismo leta 90 upravili nekega preloma in se približali temu, kar je danes od Hrvaška, ne. V Hrvaški se recimo tole, taka fotografija, ne, da bi se takole slikal župan, a ne, ki se vemo pač, da on je proti Fjanše, kot je rekel na HRT2, a ne, in zato se njemu zvedno pogleda skozi prste. Tega na Hrvaškem ni, ne. To mogoče obstaja v Republiki Srpski, ne, predvsem pa tega ni v državah, ki so pač bile včasih daleč za nami, ne, zdaj so pa pred nami. Mi Slovenci bi bili druga Švica, jaz sem prepričan, boljši od Švice, če bi leta 90 sprejeli pač avstrijsko delovno zakonodajo, avstrijsko ustavo, avstrijske zakone, vse to in se tega držali. Bi bili danes, glede na svojo pridnost, tako pa živimo stalno z nekim mlinskim kamnom, zdaj že okrog vratu in, kot je rekel Marko, pride se za denarnico, ne, ker ti ljudje, novi razred, tako imenovane partijske buržoazije, pa se to je Bojan Požar, če smem s tem skleniti, ne. Bojan Požar je to se pravi, Bujici, jaz imam tudi v tej svoji novi študiji to, a ne, je rekel, da Zoran Janković je tako imenovan profit partizana, ne. To so ljudje, ki delajo, bi rekel, iz partizanstva biznis, so pokriti, ker je Slovenija pač leva, ampak tako kot v Dražgošah, pripeljajo se z najboljšimi Mercedesi, z najboljšimi BMW-ji, z največjimi Audi, pridejo tja, ne, zato ker jim je pač to profit partizanstvo. Ta izraz je patentiral Miran Vedetič, Požar ga je uporabil, jaz ga imam v svoji študiji, uporabljam ga zdaj, to so tako imenovani profit partizani, ne. In zdaj pa na ljudeh pa je, da ali jim verjamejo ali ne, ampak ta slovenski človek ni vajen države, slovenski človek žal v večini je seveda manjšina, mislim, ne toliko majhna zdaj, seveda močna, ne, ampak je manjšina, ni večina, ne. V večini je ta človek slovenski državotvoren, ne vajen države in ne razmišlja analitično, politično, če sploh kaj razmišlja. Zdaj, glede na to, kaj pravita, ne, a je to pač res neko sporočilo, ker ko že, ne, smo navajeni, da zdaj razne inštitucije sprožajo razne postopke, nismo pa navajeni, da bi se recimo predsednik vlade tako očitno zasebno družil z županom Ljubljane, ker tudi pojasnila nismo dobili. Marko, je šlo za neko zasebno srečanje, šlo za uradno srečanje, glede na okoliščine in tako naprej, težko verjetno govorimo o tem, da bi šlo za uradno srečanje. Zakaj se recimo zasebno potem dubu z županom Ljubljane, v čem ste se tam pogovarjala? A bi bilo za pričakovati, da bi kdo na to odreagiral ali v poplavi pač drugih goloboci, ne, ki jih imamo zdaj cel kup, enostavno to gre prehitro mimo? Ja, vprašanje je, kdo bi zdaj lahko na to odreagiral, ne. V bistvu tukaj
Čisto, če predpostavimo, da so se res dobili samo na neki polnovoletni večerji, ne, kaj pa je dejansko s tem narobe, če se dobijo na polnovoletni večerji? Ne? Ja, ni nič narobe, je kakšen medij vprašal predsednika vlade, zakaj se je dobil z županom Jankovićem 2. januarja, o čem ste se pogovarjali, kdo je bil zraven in tako naprej. Jaz nisem zasledil. Res pa je, da verjetno tudi noben med nami ne verjame, da je šlo samo za neko družaben dogodek, ne? Ampak na osnovi dejansko pa nekaj konkretnega pa tudi vprašati ne more, zato ker pač nas ni bilo zraven. Ne? Je pa to sporočilo z te slike zelo jasno, namreč zelo jasno je, kdo je tukaj šef. Ne? In iz tega, kje so se dobili, ne? In verjetno kdo je povabil, ne? Je popolnoma jasno, kdo je tukaj tisti, ki vodi recimo celo to igro, ne? Kdo je pa zraven v bistvu zato, da nekako izpolnjuje to oziroma poje to, kar mu prinesejo na krožnik. Ne? Tako da, ne vem, tukaj po mojem smo izgubili vse države, ne vem, če smo sploh še resna država, no? Oziroma, če dalje bolj sem prepričan, da nismo in izgubili smo vse v bistvu, kar državo dela državo. Vse se dela več ali manj po domače, pogovarja se in dogovarja za posle recimo v takšnih krogih, ne? Da bi pa tukaj resno jemali demokracijo, da bi se dejansko odločilo tam, kjer se mora odločati po naši ustavi, da bi se spoštovalo neke procese, ki jih imamo definirane na ta način, pa temu pa mislim, da je čedalje manj res, ne? In da plujemo v neko zgodbo, ki jo vidimo v državah, ki smo jih še nedavno nazaj zelo prezirali, ne? Hkrati pa to postaja slovenska realnost. Ampak kaj zdaj, ne? Na kratko, preden si vzamemo krajši premor, Boštjan, kaj to pomeni, da to postaja slovenska realnost? To pomeni, da pač nekam drsimo. Ne? Jaz bi nam tle še en moment upozoril. Montesquieuovo načelo, ki pri nas ni spoštovano, to je delitvi vej oblasti, izvršne, sodne in zakonodajne. Ne? Tu se zdaj dve veji oblasti, dve veji lokalna in državna oblast se bratita. Ne? To je to že vsaj pro forma ne bi smelo biti tako, mislim. Ne? In to je pač, seveda, to je tudi zakaj, da ni razlike med temi, te tri veje oblasti niso avtonomne, pove Janković sam, ko reče na HRT, pa meni se ne more nič zgoditi, ker jaz sem skozi proti Janezu Janši, kaj to pove, se pravi, da ga bo sodna oblast pokrila. Zakaj ga bo pokrila? Zato, ker ni avtonomna, ker ji bo izvršna oblast ali pa tista oblast, ki je zadaj v zakulisju, recimo povedala, pač kako naj ravna. In to je slabo. Mislim, to je slabo. Sploh je slabo zaradi tega, ker zdaj jaz ne verjamem, da bodo volitve, kajti situacija, vidim, da se že ta fotografija pove, situacija je zdaj naravnost idealna, in če je situacija naravnost idealna, zakaj bi delal volitve, kako to situacijo spremeniti, pa potem seveda še veliko vprašanja. Bomo o tem, kaj se da spremeniti, pa ali bodo volitve ali ne v nadaljevanju oddaje. Tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj dobi Golob, če se sestaja z Jankovićem in Golobičem. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Marko Pavlišič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, kaj za Goloba in njegovo vlado pomeni, da se dobiva z Jankovićem in Golobičem. Marko, Boštjan, zdaj, če smo rekli v prvem delu oddaje, da je jasen, kakšen je pač hierarhični odnos, ko se Golob dobiva z Jankovićem, kako pa je s tem, ko se dobiva z Golobičem? Namreč še do praktično včeraj je veljalo, da se ne marata med sabo. Golob je v številnih intervjujih, še preden je prišel na mesto predsednika vlade, poudarjal, da se že 10 let izogibata drug drugemu in da sta zaradi tega pač oba vesela. Tudi Golobič je bil dostikrat kritičen do vlade Roberta Goloba, zdaj, odkar je ta nastopila mandat, ampak v zadnjih mesecih pa naj bi se intenzivno sestajala, kar so potrdili tudi v premierjevem kabinetu. Kakšen se vama zdi tukaj ta hierarhični odnos in zakaj po vašem mnenju je prišlo do tega preobrata? Zdaj, Golobovi vladi in njemu samemu ankete javnega mnenja pač stalno nekako padajo. Se pravi,
pada mu priljubljenost, ne, in to na vsak način zahteva neko reakcijo. Ne, in v tej luči tega vidim tudi nekako sestanek z gospodom Jankovićem. Ne nazadnje, gospod Janković je zmagal na 5, se mi zdi, volitvah za župana, ne, kar pomeni, da ima veliko podporo in Golob verjetno tukaj računa na to, da se bo še kaj na njega prelilo skozi to ali pa kaj podobnega. Po drugi strani pa Golob je nekako zasedel prostor, ki ga je nekoč davno že nazaj zasedal LDS. Ne. Tu gre za ta nekako liberalno-sredinski del slovenskega volilnega telesa, kjer je bil pač LDS, potem je sledila Pozitivna Slovenija, oziroma tam se je prvo razdelilo na LDS pa zares, pa potem Pozitivna Slovenija, pa potem stranka Mira Cerarja, potem zdaj tam okoli LMŠ je malenkost morda zanihalo v eno stran in potem zdaj tukaj Golobova stranka. Ne. In zdaj, ko mu tukaj je začela voda v grlo teči, seveda išče, kako naj to zdaj reši, ne, in tukaj se potem verjetno želi obrniti na ljudi, ki po njegovem mnenju poznajo ta del volilnega telesa in jih nekako vprašati za nasvet. Ne. Saj vemo, tudi gospa Bratušek se je tik pred koncem srečevala z gospodom Biščakom, ki je tudi iz tega kroga, ne. Pa tudi ostali so imeli nekako razne svetovalce iz tega konca. Tako da po eni strani bi računal, bi rekel, da tukaj Golob računa na kakšno pomoč, kaj tukaj sedaj narediti, da bi se recimo povrnila nazaj ta LDS podpora, ki ironično jo je ravno sesul Golobič. Ne. Po drugi strani pa vseeno ne bi zanemaril tukaj, da so morda tudi tukaj v ozadju neki interesi in da ima gospod Golobič tukaj neke konkretne interese, kar pa si on želi in da je bila tukaj njegov interes, da se srečajo. Zdaj, kaj to je, ne bi vedel. Tudi ne vem, s čim se v zadnjem času, v zadnjih letih, odkar pač je šel ven iz politike, kao ukvarja, ne, ampak tukaj bi morda lahko tudi iskali odgovor, zakaj sta se dobila. Zdaj, kjer od tega res lahko špekuliramo, ne, ampak bo pa pokazala prihodnost. Ne. Ja, Boštjan. Pa ja, jaz bi rekel najprej to, ne, kdo pa je Gregor Golobič, ne, z katerega naslova se pa on dobiva z Jankovićem, koga pa Gregor Golobič predstavlja, kdo pa je Gregorja Golobiča prosil, da ga predstavlja, kdo ga je ne nazadnje, kar je še pomembnejše, pooblastil, da ga predstavlja in da govori v njegovem imenu. Ne. Tu so zdaj seveda en kup enih vprašanj, ki so brez odgovora, kolikor vem, je bil on zadnjič predsednik neke stranke 15 let nazaj. Ta stranka se je imenovala Zares, zdaj sploh ne vem, še v registru političnih strank, ampak dejavna jaz ne, da bi opazil, da bi bil Gregor Golobič v kakšni novi stranki, ne da bi jaz vedel, da bi bil. In tako naprej, ne, s katerega temeljno vprašanje je tako kot posod, ne, s kakšnega naslova se ti, a je on registriran lobist, ne, s kakšnega naslova se dobiva s predsednikom vlade. S predsednikom vlade se ne more dobivati, ker vsak ima 5 minut časa. Razen če je tudi predsednik vlade tak, ker vsak ima 5 minut časa, pa nima kaj za početi, pa se lahko dobiva z vsakima. Ne. Zdaj pa drugo vprašanje, ne, ampak jaz mislim, da je to formalno vprašanje, z katerega naslova se Gregor Golobič dobiva s predsednikom vlade, kajti predsednik vlade ni kar tam ta zadnji Pepe v nekem kiosku, ki nam prodaja neresnice ala Delo, a ne, s katerega naslova se dobiva z njima, ne, to je pač prvo vprašanje, ne, in to vprašanje seveda ima že retoričen odgovor, ki pove, da smo Slovenci daleč od, bi rekel, neke dejanske demokracije, ne, kjer bi bilo pač to, demokracija je participativna in subsidiarna, se pravi, toliko in toliko ljudi pa po oblasti, pač toliko in toliko ljudi v manjšem izboru, da jih zastopa, ne, potem se ti ljudje pač pogovarjajo naprej v njihovem imenu, ne, z njihovimi pooblastili, ne. Gregor Golobič nima nobenih pooblastil, ne, da bi jaz vedel, da bi ga kakšna firma pooblastila ali karkoli, ne, ker ne vem, a je on sploh gospodarstvenik, ker pač ali je kdaj gospodarstvenik bil, meni je on je pač mladinec podmladka, bi rekel, Zveze komunistov Slovenije, ZSMS. Ja, zaposlen je bil v Zagorski Ultri, ampak tole me zanima vajino mnenje. Ne? Zdaj Delo tukaj namiguje ali pa niti ne namiguje v podnaslovu tega članka, ne?
da bi naj Golobič položil na srce pač Golobu, da naj se znebi tistih škodljivim vplivom iz svoje bližine in jih nadomesti verjetno teh s pozitivnim vplivom, s temi s pozitivnim vplivom. Pa me zdaj zanima vajno mnenje, a je Golobič nekdo, ki prinaša pozitivni vpliv v bližino predsednika vlade? Jaz se bi pod prvi del nasveta podpisal, ne? Se pravi, gospod Golob ima okoli sebe kar nekaj, pač kakor kaže, kar nekaj posameznikov, ki ne vem, če njemu škodijo, vsekakor pa niso v dobro države, ne? In bojo verjetno tudi to vlado pripeljali do točke, kjer pač ne bo več povratka nazaj, ne? Tako da ta prvi del nasveta, da ne se Golob določenih ljudi tam znebi, mislim, da je vsekakor na mestu, ne? Zdaj pa, jih pa lahko on nadomesti in da bo pač on bil potem svetovalec predsedniku vlade. Golobič je pač pokazal že svojo moč, ne? On je pač iz LDS-a izvlekel ven zares, so se izločili ven in potem, če se prav spomnim, so nekako vrgli vlado Boruta Pahorja in odšli v pozabo, ne? In od takrat dalje se pač so ostali recimo zunaj te aktivne politike. Vsekakor mu štejem tukaj v plus, oziroma in štejem v plus, da so stranko še na koncu še formalno ukinili, ne? Da niso pač pustili tam enega trupla ležati, ne? Ampak dejansko Golobič ni pokazal tukaj, da je sposoben kaj resnega narediti, ne? Tako da na mestu Goloba bi dvakrat razmislil, ali so nasveti takšnega človeka res nekaj, kar bi bilo vredno upoštevati, ne? Ne nazadnje bi rekel, zelo verjetno gre tukaj bolj za zasebne interese, kot za interese države. Ja, Boštjan, to je čisto nek privat biznis ali še kaj več? Ne, jaz bi se zdaj spomnil ene prispodobe, ki mi tukaj gre zelo, bi rekel, mi zdi vedno uporabna. Slovenski pesnik Oton Zupančič je napisal: orliči se nadletavajo, orli vsak zase plavajo. Ne? In zdaj, če pogledamo mi strukturo priimkov in na osnovi tega vzpostavimo hierarhično razmerje. Imamo Golobiča in imamo Goloba. Goloba in Golobiča. Ne? Orlič, orel. Ne? In zdaj to hierarhično razmerje, kakšen dolg nos mora imeti Gregor Golobič, ki je bil vedno, bi rekel, kot smo ga videli, poln samega sebe do konca. Konec koncev imeli tudi nekaj razlogov, ker je včasih držal celo državo. Če se to spomnimo 90. leta in kako so šofirali Drnovška in tako. Zdaj, v tem je marsikaj zapisanega, tudi še v Magu, recimo, ki je to Slivnik pisal in tako. Ne bi se dali takoj najti kakšne citate. Ampak zdaj pa ta Golobič prihaja k Golobu in prosi in nudi usluge. In to je zdaj taka hecna kombinacija, čisto v smislu tega Župančičevega reka, ampak seveda gre pa to vse v škodo seveda državi, ker tako Golob kot Golobič, Ob in Obič, oba sta velik in mali, oba sta na nek način kontraproduktivna za interese države, za interese nas vseh. Naš interes je pa, da živimo bolje, in pod Golobom plus Golobič ali brez njega, živimo za tretjino slabše, življenje je za tretjino dražje, ampak če se vračam nazaj na ta, bi rekel, začetek, s katerim sem začel, novi razred vedno zase poskrbi. Te, bi rekel, profit partizani vedno zase poskrbijo. Nihče od njih ne bo lačen, to smo tudi videli na posnetku iz Borčaršije, nikomur od njih se ne bo nič primanjkovalo, samo pogledajte, kakšni težki desetine milijonov se prelivajo v tako imenovan NVO. Desetine milijonov. To je popolnoma neverjetno. Hkrati pa zdravstvo propada, recimo. To je ena stvar, s katero ima vsak, ki je, bi rekel, v zrelih letih upravka, in če pa nima on sam, pa kaj sliši, ampak to dejansko ne funkcionira. Ljudje dejansko ne funkcionira in to je pač ta začaran krog, ki tem ljudem novega razreda oziroma profit partizanom, ker imajo prane možgane, dajo mandat, da jih vedno vnovič vračijo in vozijo žejne čez vodo. Ja. Zakaj smo, po vašem mnenju, mi prišli iz neke situacije, bolj normalne verjetno, kjer bi štela neka uradna dejanja predsednika vlade, uradne poteze vlade, zakonski predlogi in tako naprej, vzeti tu neko objavljanje nekih fotografij in neke članke v časopisih, da bi se naj sestajal z določenimi ljudmi?
Saj, če bi imela vlada oziroma predsednik vlade kaj pokazati, kaj koristnega in kaj, kar so naredili dobrega za Slovenijo, potem to dejansko ne bi bilo potrebno, ne? Ker pa pač tega ni, ker pa padajo iz ene, pa ne vem, če bi rekel afera, ampak iz ene nesposobnosti v drugo, ne? Obljubi se, ne vem, da bojo rešili plače sodnikov, pa potem smo še vedno tam, kjer smo, ne? Pri zdravnikih še vedno tacamo na mestu, pri zdravstveni reformi tacamo na mestu, davčna reforma je pač ne pride od besed dejanjem in tako dalje, in v pomanjkanju vsega tega, kar naj bi vlada delala in kar bi lahko, s čimer se bi lahko pokazala, ne, potem, in če tega ni, potem moraš pač zapolniti z nečem drugim, ne. Bi pa tu morda rekel še, da je nekako, zgleda, da je gospod Golobič ocenil, da je sam dejansko neizvedljiv, ne, da on več ne more, recimo, priti na mesto, kjer je nekoč že bil, ne, in se zaveda tukaj, da lahko vpliva oziroma vodi svojo politiko, kar pa nedvomno po mojem si želi, ne, le na ta način, da pač vpliva na recimo trenutnega ali pa pač bodočega predsednika vlade, ne, da je to nekako edini način, prek katerega lahko se vrne nazaj na tisti položaj, kjer je nekoč že bil, ne, in to mu bo rekel to, da je ugotovil, da je sam neizvedljiv, ne, mu nekako vseeno štejem v plus, ne, ker po mojem gospod Golob do tega sklepa še ni prišel, ampak bo prej ali slej. Boštjan. Pa ja, mislim, oni so pač to je vse pač v tem, ki sem rekel, v novem razredu, oziroma profit partizanstvo zajeto. Zdaj so oni naredili, kako smo to v Faktorju ugotavljali, so naredili iz, bi rekel, vladanja, so naredili estradno sceno, a ne? In on pač namenoma lansira v javnost to svojo Tino, pa te njene nutrije, pa psa, pa živali, pa ne vem kaj vse, pa veganstvo, pa to vse te stvari, ki jih potem tako, bi rekel, radikalno kršijo, ne. To je pač prikrivanje pozornosti, da se ljudje ne ukvarjajo s tem, kaj se z državo dogaja, ne, ker dogaja se, da država je vsak dan bolj boga, ne, ampak da se ukvarjajo pač z estrado, ne, in ker recimo tudi svetovni, bi rekel, trend je v tej smeri, da se ljudje ukvarjajo z estrado, ne. Posod so neki estradniki, ne, recimo ena zadeva ne vidijo pa neki, ne, da ti največji top estradniki, ne, so najbolj nesrečni in večina njih je tako rekoč ali zapitih ali zadrogiranih, potem jih umre, neskončno, skratka, to model življenja, ki sploh ni, bi rekel, primeren, ne, da če imaš ti, ne vem, toliko denarja pa toliko medijske pozornosti, da to sploh ne pomeni tega, da si izpolnjen v tistem, kar je pa za vsakega človeka bistveno. To je, da si na dan vsaj toliko in toliko minut, ur, 10 ur, ne vem, srečen, ne. In pač ljudje to kupujejo in se ne sprašujejo. Ljudje recimo vedno bolj postajajo, mi nimamo več te kumulativne energije, ki smo imeli v osamosvojitvi. To je tragično, ne. Tudi zaradi tega recimo ena moja glavnih tez, Slovenci smo bili vedno drugorazredni, ne. Vedno smo bili v bistvu državljani nekega drugega imperija in predvsem smo bili 90% Slovencev od 8. stoletja naprej, če recimo sledimo tej, bi rekel, črti Slovencev na tem prostoru, je bilo v bistvu tlačanov, ne, se pravi, so bili odvisni od zemljiških gospodov, ne. In vedno je bilo upravno središče države ločeno od države, oziroma upravno središče je bilo ločeno od ozemlja Republike oziroma od ozemlja Slovenije. Zgolj v trenutku, v drugi polovici 80. let, ne, ko je pač Beograd na našem obzorju utonil, a ne, in se je upravno središče, bi rekel, postavilo na sredo ozemlja slovenskega, in takrat smo pokazali nekaj neverjetnega, smo prišli do svoje države, ne. Zdaj pa dobivamo v to upravno središče v Ljubljano, dobivamo pač legata, ne, pooblaščenca iz Beograda, ne, kad beremo, ne, iz Baščaršije, ne, se pravi, iz prestolnice, ki smo enkrat premagali, smo enkrat definitivno rekli ne. Skrbi me pa to, da večina, je ogromno ljudi, ki jih jaz poznam, vsaj 500 000, bi rekel, Slovencev, ki so preštevni, ne, in ki točno vedo, koliko je ura, ampak na ta 500 000 prije 1,5 milijona Slovencev, ki pa ne vedo, koliko je ura in ki ta proces, ki je v bistvu proces razgradnje njihove države, od katere so pa vsi veliko profitirali, ne mi reči to, ne, predvsem pa v času Evropske unije, ne, se nam je standard dvignil, ne, pogledajte, kaj imamo vse, ne, tega ne vidijo, ne, in to je pač tragična zaslepljenost, oziroma tragična.
Pač sej ni vse pamet, je redka vrlina, sej ni. A je možno, da Golob pri Jankoviću in Golobiču išče podporo in zaščito pred predsednico republike Natašo Pirc Musar? Ne? Vemo, v zadnjem intervjuju je pač izjavila, da bi Golob moral odstopiti, če bi Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da je kršil načelo integritete pri tem, kako se je ukvarjal s policijo. A je možno, da pred Pirc Musarjevo Golob išče zaščito pri Jankoviću in Golobiču? Po mojem se ne ukvarja prav veliko s tem. Je pa res, da je tukaj gospa predsednica nekako v bistvu samo ponovila njegove besede. Sej Golob je, mislim, da po televiziji jasno izjavil, da nekoč, da v bistvu, če bo kakaj tazga ugotovila, da seveda bo odstopil. Ne? Tako da je ona tukaj v bistvu samo ponovila to pričakovanje. Ne? Iz tega vidika ni povedala nič novega. Ne? Bolj je tu zanimivo vprašanje, kdaj se bo gospod Golob znova srečal z gospodom Kučanom, ne? Ker vemo, da enkrat se je že srečal, ne? Takrat mislim, da še ni razumel, da mu voda v grlo teče, ne? Zdaj, ko se bo pa naslednji srečal, bo pa to jasen dokaz, da v bistvu resnično rabi pomoč in bo rekel, se uklepa vseh bilk, ki so možne, ne? Da bi pa se rešil in da bi ostal nad vodo. Ne? Boštjan. Ja, mislim, to je zelo dobro, da smo omenili bistveno ime, ki je pač glavni režiser vseh teh zgodb in glavni profit Partizana. Ne? Čeprav zase pač prisega, da je absolutno skromen, da nič nima. Ne vem, nič nima ali pa vse ima. Ne vem. Milan Kučana, ne? Mislim, vsaj kar se tiče vpliva v državi, ima vse. Ne? Zdaj, če vpliv rečemo, da je to nič, ne? Da je to tako kot ne vem, da gledaš pa preštevaš horoskop, ne? Mislim, bi rekel, da ne. Mislim, vse se je on inštaliral in Goloba, ne, je bil njegova opcija, ne, in je se pravi, on je v Al Jazeero februarja, se pravi, zdaj bo 2 leti, ne, zelo jasno nastopil z besednjakom, ki ni njemu sicer lasten, agresivno, zoper prejšnjo vlado, ne, in je pač jasno povedal, da je njegova prioriteta pač Golob. In tako kot je jasno povedal, da je njegova prioriteta Pirc Musar. Se pravi, ta človek ima torej velik vpliv. Edinokrat, ko mu je ta vpliv zatajil, je bilo to pri Borutu Pahorju. Ampak čigav produkt je bil Borut Pahorja. Borut Pahor se je oblikoval v stranki, v kateri je bil pač Kučan predsednik, ne, oziroma pač, potem pa, ko ni bil več formalni predsednik, ko je to mesto več ali manj neuspešno upravljal Janez Kocijančiča, ne, je bil pa pač neformalni šef. Ne, in Borut Pahor se mu je, hvala Bogu, da se mu je uprl, ne, in Boruta Pahorja ni mogel premagati in ni ga mogel odstraniti z prizorišča, ampak je pa on Boruta Pahorja naredil. Ne. Tako da pač ne, je tukaj Milan Kučan pač naša temna sojenica, ne. Jaz sem prepričan, da bi Slovenija, če bi njega ne bilo in njegovega vpliva, bi bila, tako kot sem rekel na začetku, daje danes tam kot Švica, ker nikoli pa nisem, bi rekel, podcenjeval izredne pridnosti in inteligentnosti slovenskega človeka. Konec koncev, ko so nam dali mir, če grem nazaj, ko so nam dali mir, ne, smo naredili državo. Ko so se nehali, ko se v Beogradu se niso več z nami, bi rekel, več to ni več funkcioniralo, konec 80-ih let, ne, in smo mi prišli dobro, seveda zahvaljujoč razpadu Sovjetske zveze in neverjetni sreči, ne, ampak takrat smo pokazali, kaj zmoremo, ne, ko se ni noben mešal v naše delo. Zdaj pa imam tak občutek, da imamo roke pa noge zvezane, ne, zdaj pa teč. Ja. Zakaj po vašem mnenju predsednica Pirc Musarjeva zasadila nož v hrbet Golobu? Se mu s tem maščuje, ker je prišlo v javnost, da je pred novim letom terjala zase večjo plačo, ali vidite kakšne druge razloge za to? Jaz nisem celotnega tega intervjuja z njo gledal, tako da sem videl samo izjavo. Sem bi rekel, da ni imela nič kaj veliko v ozadju. Pač to je, vprašali so jo in ta izjava je ušla. Ne. Ni tukaj pomislila na to, da dejansko je vseeno neprimerna taka izjava, ker postopek še vedno poteka. Ne. Ampak po mojem ni tu nekega globljega ozadja, nima prav neke hude agende. Ne nazadnje celotna slovenska levica ima več ali manj samo en cilj, ne? In to, da Janez Janša ne pride ponovno na oblast. Ne? Vse ostalo, mislim, da tukaj niti ne razmišlja prav veliko.
Ja, jaz se ne bi tukaj toliko s tem ukvarjal, ker ona dva sta neverjetno podobna en drugemu, ne. Tako Pirc Musarjeva kot Robert Golob, se pravi, ona dva govorita tako imenovan jezik v jeziku, to je jezik novega razreda oziroma profit partizanov, ne. Ko govorijo nekaj, mislijo drugo, pa mislijo tretje, ne. Nataša Pirc Musar, recimo, en najbolj eklatantnih, ne, ko je rekla v televizijskem soočenju, je rekla, da njen mož ne bo prejemal plače, pač nadomestila ali kakršnega koli finančnega dodatka za njeno delo na Erjavčevi. Ama jok, prejema 850 €. A Ljušti si enkrat prav duhovito, neverjetno duhovito pisal o teh 850 € apanaže za našega prvega gospoda predsednika, kako se temu reče, gospod prebivalca, karkoli, ne. In to recimo, to pač Robert Golob pa ne, kako nas navdušuje za solarnost, a ne, potem solarnost, vemo, da ima firmo. Robert zdaj ni več, bi rekel, kako si ti napisal, zdaj ni več Golob, ampak je star solar, Robert ali pa star solar Golob, a ne. In seveda, zdaj nam bojo vzeli drva pa vse to, a ne, zato zakaj? Zato, da bomo kurili na elektriko in zakaj? Zato, da bo Robert Golob zaslužil. Ampak on to vse zavija v celofan tega, ja, to je zeleni prehod, nujno, glejte, kakšna je zemlja, poglejte, zdaj smo v studiu, je skoraj 30 stopinj, a ne, zunaj, a ne, hočem reči, karikiram, a ne, ampak on bi tudi lahko rekel, glejte, kako je to plos, zjutraj sem se v Portorožu še kopal, a ne. Sem skočil, sem prav plaval, je bilo prav vroče, ne. To vam lahko komot reče, ker to so ljudje, katerih govorjenje je odvezano od realne stvarnosti, pa tudi od njih samih, a ne. Kajti novi razred oziroma ta profit partizanstvo je predvsem pomenilo, da ti ne misliš sam. Jezik in govorjenje pa odražata človeka takšen, kakršen je. To je naša največja bogatstvo in naša največja moč. Ampak za profit partizane mislijo drugi. Mislijo Dražgoše, ne. Dražgoše mislijo. Ti moraš, ali pa ti to misli. Jovanka misli, ne. Se pravi, ti moraš pristati na vse to, avtomatično se s tem strinjati, izklopiti možgane in potem lahko govoriš karkoli, a ne. Potem lahko recimo govoriš karkoli, recimo to včeraj ni nekdo primerjal, da je da to, kar so delali v Dražgošah Nemci, je genocid, kakršnega so delali zdaj Izraelci, bi rekel, Palestincem. Pa ne eno, ne drugo ne drži, ne. Ampak lahko ti govoriš, ampak ve se, da ta Matjaž Nemec, seveda, ker je na plačilni listi SD-ja, da ne more govoriti drugače, ne, in ne more drugače, kot da se klanja množičnim morilcem in tako, ne. To so pač globoko nesvobodni ljudje, to je en največjih paradoksov tega, to je tudi, bi rekel, eno spoznanje moje študije, ki jo zdaj pripravljam, v obliki knjige, ki bo zunaj, ne, da je svoboda v bistvu nesvoboda, ne, jetniki svobode, vsi smo postali jetniki svobode, a ne. In tudi Golob je ujetnik tega, vseh teh ljudi, ki so se danes sprehodili skozi našo oddajo, ne, od Golobiča do Kučana, do Jankoviča in tako, in Golob je najbolj je pa ujetnik, če jaz to pravilno razumem, naše lepe Tine, v katero se je pa res zaljubil. In če se je res zaljubil, potem, to pa vemo iz Prešerna, je lahko citiral ne vem koliko stvari, iz Danteja vemo, Danteja je to vodil od pekla, Gordon je videl Beatriče čist na vrhu, tam pri Bogu, pa to potem je pa res jetnik. Njenih oči, njenih lepih oči. Če bo Golobova vlada zdaj potem sestajanje z Jankovićem in Golobičem kaj bolj stabilna. Za danes pa Marko Polišič, Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj dobi Golob z Jankovićem in Golobičem, že 973. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, quo vadis Slovenija, kam pluje Slovenija, zakaj in kam bi morala. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.